Niste omenili sodnikov, sodniške stavke, zanima me, ali sodniško stavko ocenjujete kot neuspeh tvojega mandata? Predvsem obžalujem, ta napetost, ki je ta trenutek še vedno prisotna, med sodniki je gotovo nekaj, kar lahko samo obžalujem. Predvsem obžalujem, da Ustavno sodišče še ni o zadevi odločilo. Vedno sem rekel, da je bila to najboljša pot za vse, ki so vpletene, zdaj v nastali nesporazum, ko bi Ustavno sodišče o zadevi čim prej odločilo. In še vedno se iskreno želim, da bi Ustavno sodišče to svojo nalogo opravilo tudi čim prej. In dokončno povedalo, kako je treba ravnati v tem primeru. Zanesljivo se bo seveda vlada zvala tako, da bo spoštovala odločitev Ustavnega sodišča, če bo le dovolj jasna. Upajmo in želimo si, da bo dovolj jasna in določna in tudi neposredno izvršljiva. To bi bila optimalna varianta. Gotovo pa obžalujem tudi to, da v vladi pač na tem področju nisem za to pristojen in da je tudi pristojni minister verjetno tudi na nek način prispeval k nesporazumu, ki ta trenutek vlada, to je bil minister za javno pravo, med sodstvom na eni strani, ki bom rekel vlado na drugi strani. Upam pa, da bo vendarle prišlo v doglednem času do neke konstruktivne razrešitve tega nesporazuma. Sam sem povedal, da gotovo obžalujem ta nesporazum, ki je zdaj nastal v zvezi s plačami sodnikov in pričakujem, da bo moralo priti do neke konstruktivne razrešitve tega sporazuma. Potem, če me vprašate, kaj bi lahko, na čem bi lahko storili več, oziroma kaj se je stalo odprto za nalogov naprej, je gotovo, izdelali smo predlog zakona o materialni vojni škodi, zelo smo se prizadevali, žal mi je, da ni prišlo do tega, da bi bil ta zakon že sprejet, pričakujem pa to, da bo to prvenstvena naloga pač v naslednjem mandatu. Potem v tem mandatu tudi ni prišlo do priloga o združitvi zemljiške knjige in katastra. Predlog je bil pripravljen, vendar so bila zelo huda nasprotovanja. Sam mislim, da je škoda, da do tega ni prišlo in da je to tudi ena od nalog, ki je treba v bodoče posvetiti še dodatno pozornost. In med neuresničene, kako bi rekel, želje, pa je gotovo tudi ta, da Vrhovno sodišče še vedno ni informatiziralo kazenskega vpisnika. Na začetku mandata smo seveda opozorili Vrhovno sodišče in Center za informatiko, da si želimo, da si poleg drugih vpisnikov, ki so že informatizirani, da se informatizira tudi kazenski vpisnik, zato je pristojno Vrhovno sodišče, žal do tega ni prišlo. Upam, da bo do tega prišlo čim prej v naslednjem časovnem obdobju. In gotovo bo treba, gledajte, potem storiti tudi še naslednji korak. In sicer to, da bodo vsi vpisniki, tako na civilnem področju, v civilnih sporih, v gospodarskih sporih in v kazenskih sporih, da bodo postali v celoti dostopni medijem, sredstvom javnega obveščanja. Tako da bodo mediji lahko za vsak konkreten primer na katerem koli sodišču vedno lahko vedeli, kdaj je bila vloga vložena, kako se obravnava, koliko obravnav je bilo razpisanih, ali prihaja do zastojev morebiti pri izvedencih, ali pri sodnikih, če ne razpisujo obravnave. Razvidno bo tudi, ali so bila pravočasno napisana predložitvena poročila, to se pravi čas od dneva, ko se pritožite, pa do dneva, ko višje sodišče to pritožbo tudi dejansko dobi v roke. Veste, nam so pogledi v čas tega trajanja pokazali, da so ta predložitvena poročila včasih nerazumljivo dolgo.
dolgotrajna. To bi se moral zgoditi dejansko v 3 mesecih, vendar sam sem tudi že večkrat povedal, na tiskovnih predstavitvah so bili primeri, ko je to trajalo leto in več. Ugotovili smo tudi primere, ko je to trajalo 6 let. Ko bi imeli informatizirane upisnike, vse, civilne, gospodarske in kazenske, v celoti izvedene, in ko bi imeli pravico do dostopa do njih, bi bilo s tem izvršena najbolj učinkovita kontrola in nadzor nad tempom reševanja sodnih zadev pri konkretnih sodiščih in pri konkretnih sodnikih. In to je tudi, recimo, naša naloga za naprej in tudi konkretno tudi program. Ampak kot predstavnik izvršne veje oblasti, kako ocenjujete odnos izvršne veje oblasti do sodne oblasti? Je ta odnos dovolj spoštljiv? Izvršilno veje oblasti predstavlja predsednik vlade. To vprašanje morate vprašati njega. Ne morem komentirati niti ne ravnanja drugih ministrov, niti ne, recimo, izjav predsednika vlade. Ja, pa to ste pač vladne ekipe. Mislim, da bi lahko podali neko oceno. Če lahko dodam tudi zato, ker sodne veje oblasti ali pa recimo sodišča to včasih tudi od vas pričakujejo, ker so se tudi v teh zadnjih dogodkih zlasti vroči te stavke mnogokrat javno spraševali, kje je pravosodni minister, zakaj se ne oglasi, ker ga štejejo, tako ki kolegica prej rekla, kot svojega ministra, čeprav vi pravite, da gre za tretjo samostojno vejo oblasti, v katero se vi ne morete vpletati. Je pa v marsičem odvisna od izvršne in zakonodajne oblasti, zlasti pri sprejemanju regulative, po kateri pač mora delovati tretja veja oblasti. Glejte, takšno poimenovanje kaže žal na uradniški odnos, tudi med samimi sodniki. Če smatrajo pravosodnega ministra kot za svojega ministra, potem se žal smatrajo za uradnika. Tako da moram to zavrniti. Gospod minister, lahko pa verjetno ocenite, da se je ugled sodišč pa sodne oblasti v tem mandatu zvišal ali znižal? To je pa stvar, dajmo pogledati politbarometra. To je pa stvar javnomnenjskih rezultatov. Dajmo pogledati, kakšen je bil na začetku mandata, pa kakšen je zdaj. In se prav politbarometer govori o ugledu sodišč? Predvsej, ja. Predvsej vem, da oni redno spremljajo to, dajo med svoje vprašanja, imajo tudi odgovore na to. Ne. O zaupanju, ne. Govorijo o zaupanju. Zaupanje v neko institucijo je svede korelacija ugleda. Pa mene ne zanima vaša ocena osebna, ne pa ocena javnosti. Moja ocena je, da so sodišča vredna zaupanja. Se je ugled zvišal ali znižal v tem mandatu? Glejte, to so pa empirični podatki. Jaz jih ta trenutek nimam na voljo, vam jih pa lahko posredujemo. Komu posredovali te podatke, empirične podatke. Samo ponovno rečem, za ugled sodišč ne more poskrbeti izvršilna oblast. Za ugled sodišč mora poskrbeti pač sodna veja oblasti sama. Tega so trdili, da mora to pač vlada poskrbeti za ugled sodišč. Vsem zanima ocena, da se je ugled sodišč pa tretje veje oblasti v tem mandatu zvišal ali znižal? Ne, sej, jaz ne smislimo govoriti o oceni, če imamo empirične podatke. Vsi te podatki se spremljajo meni še nikoli, mesečno ali tromesečno. Ja, več je teh javnomnenjskih raziskav. To je empirično gotovljeno, se pravi, če imamo empirične podatke, je nesmiselno govoriti o oceni. Ocena je vedno, vse veste, je subjektivna.